V GS1 Slovenija smo izjemno zadovoljni, da uspešno povezujemo gospodarsko in izobraževalno sfero in današnji dan je priča temu, ker podpisujemo pismo o nameri sodelovanja med našo organizacijo in med uglednimi izobraževalnimi ustanovami. Seveda GS1 Slovenija s svojimi standardi že desetletja deluje v preskrbovalnih verigah in s svojimi standardi pomaga, da te verige učinkovito delujejo s kakovostnimi podatki, za katere skrbimo, pa tudi zagotavljamo sledljivost vsega blaga in storitev. Da bi mlada generacija se že v času šolanja srečala z poslovnimi izzivi, ki se zgodijo v preskrbovalni verigi, mislimo in smo bili prepričani v GS1 Slovenija, da je dobro, da se vključimo tudi v izobraževalni proces, saj diplomanti, ko zaključijo formalno izobraževanje, morajo s svojimi znanji in kompetencami biti konkurenčni na tem zelo zahtevnem trgu dela. Sodelovanjem med GS1 in fakultetami ter višjimi in visokimi šolami želimo prenesti znanje o mednarodnih globalnih standardih v terciarno izobraževalno raven. Študentje so željni prakse, praksa pa je željna študentov z izkušnjami. Marsikdo se danes spopada s problemi ponaredkov, težavami pri sledljivosti in prav to rešujemo z našimi standardi in rešitvami. Tako želimo s pomočjo študentov že pri mladih doseči, da bodo prišli z izkušnjami v prakso. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kot tudi vlada nasploh, zelo podpira sodelovanje visokošolskih inštitucij z gospodarstvom. To smo nenazadnje napisali tudi v nacionalni program visokega šolstva, ker seveda univerze in visokošolski zavodi niso v slonokoščenem stolpu, ampak morajo sodelovati z okoljem, morajo zagotavljati diplomante, ki bodo zaposljivi in seveda morajo spremljati potrebe, ki jih družba po znanju zahteva. Zato se nam zdi še kako pomembno, da je gospodarstvo na najrazličnejše načine vključeno v visokošolski izobraževalni proces. Ravno tako se nam zdi pomembno, da so vsebine, ki gospodarstvo potrebuje, da so na primeren način vključene in da tudi strokovnjaki iz gospodarstva sodelujejo pri izvajanju študijskih programov. Je pa seveda še vrsto različnih načinov in ta dogodek, ki ga imamo danes, kaže, da smo tukaj inovativni in da iščemo sodobne oblike povezovanja in menim, da bo stopnja zaposljivosti diplomantov iz teh fakultet, ki bodo danes podpisali sporazum, neprimerno višja kot pri tistih, kjer tega sodelovanja ni. Fakulteta za družbene vede pozdravlja to priložnost povezovanja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, sploh zato, ker v tem vidimo veliko priložnost družboslovne fakultete, da s sodelovanjem študentov in tudi zaposlenih neko na videz zelo oddaljeno temo družboslovno uvede kot zelo pomembno za naše delovanje, informatizacijo, ki jo moramo vsi razumeti. In tukaj se mi zdi, da družboslovje velikokrat pokrivem nekako ne pride k takšnim temam, čeprav je tipično poklicano za vse take stvari, kako naj delujejo v novi družbi. Današnji dogodek pravzaprav odraža eno delo, ki smo ga opravili v zadnjih letih. GS1 Slovenija je pred 4 leti pričela z zelo aktivnim sodelovanjem in povezovanjem izobraževalne sfere z gospodarstvom. Vsa ta dobra praksa, ki smo jo na nek način pridobili z sodelovanjem s srednjimi šolami, se zdaj nadgrajuje z sodelovanjem z izobraževalnimi organizacijami v terciarnem izobraževanju. Ključno je to, da povezujemo sfero dela in sfero izobraževanja, kjer pravzaprav pridobivajo vsi, tako študenti, kot gospodarstvo, kot same izobraževalne inštitucije in seveda kot družba v celoti.